Kdo od vas bi pa kakšno žival na Rakitni rad nahranil danes? Je bi pujska. Pujska, evo, super. Jakob, morski prašiček. Kozo. Kozo? Jaz pa kunca. Super, in potem smo vse 4 živali zelo hitro pokrili. Zakaj pa imate tukaj živali? A veš, tukaj na Mladinskem klimatskem zdravilišču Rakitna izvajamo tako različne terapevtske aktivnosti namenjene otrokom in mladostnikom. In ena izmed teh aktivnosti je tudi aktivnost z malimi živalmi. Namen malih živali na Rakitni tukaj je, da malo skrbijo za njih, da sploh dobijo nek občutek še za druga bitja in mogoče se pol na ta način še kaj dodatno naučijo o sebi ali o drugih ali o živalih. Zakaj pa sploh otroci pridejo sem? Zdaj otroci sem pridejo zaradi različnih stvari. Eni imajo težave z nižjo samopodobo, eni želijo postati bolj samozavestni, eni imajo preprosto recimo tremo z nastopanjem. Skratka, vsi otroci, ki pridejo, si želijo, da bi na določenih področjih življenja malo bolj funkcionirali. Katera žival je paradajz? Paradižnik lahko uporabiš tako za vietnamskega pujska kot za kozo. A tukaj izdelamo v redu za pujsa. Ja, zgleda slastno. Klara, ti zdaj že ugotovila, kaj delaš? A ti danes Si se odločila? Kako bom rekel? Ne, še čist, ja. Tučene, se pravi, se boš prepustila cilju in boš videla, kaj bo nastalo. Kako sta se pa vidve imele tukaj na Rakitni? Bilo je ful fajn, ful veliko takih aktivnosti smo delali. Tle smo bili 2 tedna, prespali smo. Zakaj ste pa bili tukaj? Jaz sem prišla sem, ker sem imela, v bistvu, veliko sem jokala, pa imela sem čustvene napade. Ampak ko sem začela sem hoditi, je bilo vedno boljš in zdaj mi je ful v redu. Jaz sem pa sem prišla zaradi tega, ker sem bila zelo nesamozavestna. Vse stvari so me zelo prizadele. Tudi v šoli sem imela zelo težave, sošolke so me zbadale, poniževale. To je meni zelo do živega prišlo, tako da sem zelo bolj samozavestna zdaj, ko sem prišla. Moram vas kar pohvaliti, da ste zelo ustvarjalni. Zdaj me pa še zanima, kako ste poimenovali svoj izdelek. Jaz bi rekla Pipijeva tortilja. Jakob, Pipijev burger. Zarja, pa ta tvoja rdeča paprika. Koreaprika, vse živo džus. Moj je kozja barčica. Imam pa kunčeva skodelica. Super ime. Rok, midva so dala preveč notara, bo zikar to vse pojedel. Bomo videli, kaj bo povedal Pipi. Tako da, kar previdno in pogumno. Kako pa te živali vplivajo na otroke? Otroci se pri aktivnostih z živalmi zelo sprostijo. Recimo že, če probaš pobožati to kozo, a boš probal? Ja. Je tak prijeten občutek. Ja. In to pač vse otroke nekako sprošča in pridejo malo bolj v stik sami s sabo, s svojimi čustvi. Kako pa ime te kozi? Ta kozica med nami je Elza, imamo pa še eno kozico, ki je ime Liza. Kako je pa pujsu ime? Pujsu pa je ime Pipi. Zarja pa Jakob, a vidva bi kdaj prišla na Rakitno? Bi vam bilo zanimivo tukaj? Ja. Ja? Kaj pa bi vam bilo najbolj zanimivo? Živali. Katera dejavnost je pa vama najbolj všeč? To, kar smo ustvarjali, ker sem se ful spustila, pa ful smo se pogovarjali. Kako so pa izgledali ti pogovori, da so vama tako pomagali? Meni je bilo tudi zelo všeč, ker smo lahko naprimer med sabo si povedali tudi naša mnenja oziroma pač kako smo se čez dan počutili. Lahko smo si pomagali z nasveti. Tako tudi psihologinje so bile pripravljene nam pomagati. In v okviru teh pogovornih skupin se mi pogovarjamo o stvarih, ki so zanimive pa aktualne za otroke in mladostnike. Recimo o čustvih, o samopodobi, o prijateljstvu in podobne stvari. Je pa vsakemu otroku in mladostniku na voljo, da se še individualno kaj pogovori s psihologom, tako da lahko res sledi tistim svojim ciljem, zaradi katerih je prišel na Rakitno. Kako je bilo pa zdržati brez telefona oziroma kaj je bilo malo manj telefona tukaj, kakor je pa doma? Pa v bistvu ni težko, ker se skozi pogovarjaš in če bi bili na telefonih, se ne bi nič pogovarjali, nič komunicirali in pač si ne bi mogli nič povedati in bi bilo dosti slabo. Kako vama je pa bilo tukaj na Rakitni 2 tedna brez staršev? Ni bilo pač tako težko, ker se je skozi nekaj dogajalo in je ful hitro minili ta 2 tedna. Ja, ni problema biti brez staršev, ker so tukaj tudi fajn vzgojitelji, tako da
Tudi če imaš kakšne probleme, se da rešiti.